Predstavljajte si zahtevno zavito cesto. Na njej v zaprtem prometu drvite s hitrostmi blizu 200 km/h. Okoli vas pa drevesa, skale, prepadi. Ceste ne poznate, a kljub temu stopalko za plin tiščite do tal. 5, 4, 3, 2, 1, gremo! V borbi s stotinkami in iskanju meje med varnostjo in hitrostjo morate natančno predvidevati, kakšen ovinek sledi. In če tega kot voznik ne poznate, je tu nekdo, ki vam lahko pri tem pomaga. Desna pa v čez prevalu, leva pa v gri 10, pa in siki, leva 1,35. Pravijo, da je zaupanje voznika v delo oziroma v napotke sovoznika tako močno, da če bi sledil lev zavoj, sovoznik pa bi napravil napako in prebral desni zavoj, bi se situacija zelo zapletla. O, ne! O delu sovoznika v praksi ne vem veliko, ker brzince spremljam zgolj skozi oči gledalca. Kako je torej sesti poleg vrhunskega reli voznika in z njim učinkovito sodelovati? Danes nas zanima, kako poteka popis hitrostne preizkušnje. Zato je z nami Rok Turk, trikratni zaporedni državni reli prvak, ki bo danes narekoval ovinke. Ni tisto pravilo, da če zmagamo, da smo vozniki pobrali slavo, tukaj treba zmeri računati na sovoznike, ki so zelo močan element v avtu. To je cesta, ki bo navdušencem in poznavcem relija vsekakor hitro znana, čeprav lahko še skozi zdaj kar izdamo, da je to cesta na Hrušico. Imamo vseh vrst zavojev, vseh vrst pasti, ki jih mora sovoznik zapisati. Si v radar in ta cesta, bom rekel, taka ikonična, res predstavlja, ima dušo. Tole sta navaden svinčnik in blokec, ki sama po sebi nista nič posebnega. A na reli brzincu predstavljata enega glavnih elementov za hiter in pa varen prihod na ciljno rampo. Veliko ljudi si napačno zamišlja to, da v bistvu to sovoznik napiše, pa pol bere vozniku in velikokrat pride do vprašanja, ja, kako pa tež, kaj ti preberejo. Zapiski so, bomo rekli, napisani po nareku voznika. Ni nekega pisanega pravila, kako bi mogli izgledati. To si v bistvu vsaka posadka, bom rekel, po svoje interpretira. Jaz recimo tukaj uporabljam sistem od 1 do 6, se pravi pri nas je, bom rekel, leva 1, se pravi lev zavoj, ki gre v bistvu čist brez, bom rekel, razmišljanja s polnim plinom. Obstajajo pol razne izpeljanke, lahko imaš od 1 do 8, od 1 do 11, tudi v obratni smer grejo. Jasno je pa zelo pomembno tukaj tudi, saj jaz koristim ta del, da imam tudi nekaj opisnih stvari, se pravi zaradi same linije, se pravi na katero stran ceste se postavim. Moramo vedeti, da če je cesta bolj zavita, manj zavita, se mora sovoznik, bom rekel, prilagoditi tempu vožnje in zato tudi bere te podatke, daj 2 podatka, 3 podatke naprej, da si voznik v glavu v bistvu sprot sestavlja progo. Razmišljanje, da sovoznik sam prebere te številke, je daleč od tega, kar sovozniku se mora početi. Nadgradnje zapiska, jasno, pol še sovoznikovo delo, časovni karton, spremljanje časovnice na sami dirk. Po drugi strani, jasno, mora pa tudi nekako ta kemija v avtu biti ta prava, da se v bistvu, da vse to gre in pa zaupanje med sovoznikom in voznikom, to je pa neizpodbitno dejstvo. Če tega zaupanja ni, bom rekel, sta lahko oba perfektno na svojih področjih, ampak ta kombinacija pol bo težko uspela. No, dajmo to, kar sem ti prej povedal, kar na hitro sprobati, kako bo to izgledalo. Leva 4, 30, vidiš čez preval. Veš kaj, lih malo te bom ustavil tukaj, se pravi, zbereva si simbole, ki ti bodo zamenjali besede, da bo jasno to na popisu čim manj časa vzelo. Se pravi, da za preval je najbolj, da uporabo kar tako, da narišeš hribček. Desna 2 minus, desna 1 gre, 100, zamudiš, leva 2, sekaš in desna 2 plus, ostane na levi, 20, na koncu graje v 2 plus, skok po desni, desna 1, cilj, leva 3 plus.
ker zmeri moraš ti po cilju še pisati. Velikrat so lahko rečemo celice ali pa cilj postavljeni sred ovinka. In ti prejš tam s polno brzino. No, tole so moji zapiski sovoznika. Danes v njih nisem 100% prepričana, ampak medva danes peljeva v odprtem prometu in pa po omejitvah, tako da pojmo probat, kako bo šlo v praksi. 5, 4, 3, 2, 1, greva z levo 2, sekaš, desno 1,40, zamudiš v levi 2 minus, naravnost, desna, pol v levi, pol dolg, desna 2 plus, naravnost, vidiš 70, desna 3 minus, 30, tu je ta 30, pa je pa desno 2 plus, v levo 1, gre 150, desno 1, to je 150 zdaj, to je 150, desno 1 gre, vidiš previs v levo 1, ostaneš v levo 20, potem je pa D3 plus 100 in previs, preval. To je 100 in vidiš desno 1, čez preval, po desni, levo 2 naravnost, skok po desni, desno 1 naravnost, levo 0,5, gre ven na 0,5, zamudiš levo 1 in desno 1, cilj, levo 3 plus. Tam približno. Moče je, da se vzel zdaj 50 na uro, ne? Ja, ok, ja. Ja, za začetek rabiš za takšno delo precej dober želodec, kajti tudi ob vožnji po omejitvah je branje zapiskov v bistvu precej zahtevna naloga. Ja, zdaj pa dodajmo temu še razgret dirkalnik, pritisk same dirke in še kakšnih 200 km dirkaških, potem se pa tukaj stvar šele dobro začne. Jasno, za prave sovoznike pridejo zraven izkušnje z dirkaškimi kilometri, ki jih naredijo, in te nas že kaj kmalu čakajo vse posadke na naslednjem prihajajočem reliju v Železnikih. Vsi, ki ima naravno